Marjan Fortuna in njegova nedotakljivost pod streho naše največje bolnišnice, kjer mu je očitno dovoljeno vse, tudi delo brez soglasja pri zasebniku, kar kliče k neizogibnemu ukrepanju. Po zgledu direktorja zdravstvenega doma Ljubljana Rudija Dolšaka, ki skrbi za nenehne interne nadzore. In glej. Kaj se je zgodilo s tem zdravnikom, ki ni imel dovoljenja za to, da bi delal drugod? Ste kakorkoli ukrepali? Seveda ni ga več, ne dela več pri nas. Torej ste mu dali odpoved? Moram reči, da ja. A kaj, ko Fortuna ni zaposlen pri Dolšaku, ampak pri Simonu Vrhuncu, prvemu možu naše največje bolnišnice, ki raje tišči glavo v pesek, pa čeprav bi lahko Fortuno že upokojil. Koliko časa bi morali biti že v pokoju? Mavk, in to o tem, kako se je lani pridružil 302 sivolasim zdravnikom, ki se prav tako ne upokojijo, pa čeprav pred vrati čaka kar 350 mladih brezposelnih zdravnikov, kar je, ne skriva finančni analitik Matej Šimnic, absurd. Jaz mislim, da je to čist jasen signal, ki se je že par let nazaj pojavil, da je sistem nekoliko napačno postavljen. Posledice pa rekorderji, in to prav pod streho Dolšaka, kjer 5 zdravnikov že več kot 10 let izpolnjuje pogoje za upokojitev, ker druge poti pač ni. Mesečno imamo razpise za različne specialiste, ki jih potrebujemo, in vam moram reči, da kar se tiče pediatrov, kar se tiče družinskih zdravnikov, je izjemno slab odziv. Saj mladi zdravniki za ta področja nimajo specializacije. Odgovorno je tako ministrstvo kot zbornica, katere naloga je, da stalno opozarja na te probleme oziroma nepravilnosti, ki se dogajajo v tem sistemu. In predvsem v tegobe pravočasno zagrize zdravniška zbornica in njen Andrej Možina in ukrepa po zgledu Dolšaka in Vrhunca ali sindikata Fides in njegovega Konrada Kuštrina, ki prav tako ščiti svoje, in to spet Fortuno, vidnega predstavnika Fidesa. Fides ni partija, ki bi metal iz partije. Ker je očitno sistem znotraj sistema, žal gnilega.